Sem eno predavanje, po mojem malo več kot 20 let, na fotokini v Kelnu poslušala, ko se je začela digitalna fotografija, ne? In je ena predavateljica iz Kodaka takole dala film, pa je rekla: "Use film and watching what is happening on digital." Tak občutek sem danes dobila, ne? Bomo uporabljali, ampak še vedno noga nad zavoro. Kodakovi filmi so danes samo še nostalgija in morda bodo res nekoč tudi današnji manualni avtomobili primerni samo še za hobije. Ampak na vso moč smo prepričani, da bo tranzicija iz analogne v digitalno vožnjo trajala bistveno več časa, kot je trajal prehod v digitalno fotografijo. Res, samodejna vožnja je še zelo oddaljena. In to se je pokazalo že tudi na našem tokratnem druženju z gledalci. Prometne znake nabere iz navigacije, potem tudi na zaznajih na cest, da bi sam tempomat naštel. In je to treba pol gledati, treba prometni znak videti na cest, pol je treba nastaviti tempomat in pol pozornost preusmeraš na to, ko prestavljaš kakor na promet. Torej, ko ne delajo, so asistence lahko kontraproduktivne. Tudi tehnika ni 100% oziroma. Koliko procentna pa je po vaše? Po moje pa 90-95 pa je. Ne, to je pa malo veliko. Ja, je, samo moraš biti pozoren, ne? Moraš biti pozoren, to je tisto, kar je bistveno. A je avto videl, zaznal, dojel, pravilno razumel, pa tudi treba je poznati ozka grla asistenc. Treba je natančno vedeti, katere cestne manevre avtomobili sploh znajo izvesti in katerih ne. Krožišča. Krožišča. A to avto že zna narediti? Ne, moj avto ne zna še narediti, tale pa že zna. Mislim, malo zna. Ne, to pa ni res, to pa ni. Sam za bremzo je pa lepo. Ampak žmigovce pa ni dal, ne? Ne, žmigovce, tisto imaš pa sam, vse imaš sam. Pa kako? Zakaj moramo to sami delati? Se pravi, da so avti že pametni. Ja, so pametni, sam niso še dovolj pametni, ja, niso še. Ko smo ravno pri krožiščih, krožišča so ena glavnih tegob, ki pestijo starejše voznike. In to se je pokazalo tudi na osvežitvenih vožnjah zavarovalnice Triglav, ki smo jih z našo kamero spremljali pred letom dni. Te osvežitvene vožnje so bile tudi glavni razlog, da smo na tokratno druženje povabili zgolj seniorje. S tem smo sicer sprožili nekaj negodovanja, pa tudi starejši so povedali, da bi takšno delavnico morali obiskati tudi mlajši, pa vseeno za to odločitvijo stoji pomemben razlog. Asistenčne sisteme starejši človek bolj pogreša, ker vse počasneje deluje, ne. Mlajši ima tudi širši kot gledanja, ne. Več stvari lahko naenkrat vidi dogajanje, ne. Bi rekel, na cesto in na obcestno dogajanje, ne. Pri starejših je pa to malo bolj zoženo, no. Poglejmo torej, na kakšen način oziroma s katerimi funkcijami asistenčni sistemi že zmorejo starejši mlajšati vožnjo. Najpogosteje imamo težave z tem, da je preveč znakov, še posebej za hitrost. Da pozabimo, ker je 60, 50, 30 in tako naprej in se to ves čas spreminja in med vožnjo toliko drugih stvari spremljaš, da pozabiš, ali je zdaj že 60 ali je še 50 ali je 30 ali koliko je, ne? V tem pogledu je ideal prediktivni aktivni tempomat. Ko je 50, pelje 50, ko je 90, pospeši, pa nazaj na avtocest, ker je 80, lepo zabremza. Gre lepo po teh predpisih, ja. Avtomatsko razbere prometni znak in sem se pripeljala od avtoceste do Vrhnike po stari cesti, brez da sem pritisnila na plin ali pa na bremzo, pa še volan sem vmes lahko spuščala. Ampak tudi, če tempomat ni prediktiven in pozna omejitve, lahko tudi že kot klasičen tempomat precej pomaga k bolj enakomerni vožnji.
Sem vam že na začetku vožnje povedal, da je bilo prav zanimivo, ker ste zelo nihali z gasom, ne, na začetku. Jaz mislim, da sem se pol umirila, ker se je avto umiril. Ja, ste tempomat vklopili, ne? Seveda. Ja, in sem videla tudi, kako je umirjena vožnja. Tam, kjer je 50, nastavim 50 in pač upam, da se bom tudi temu izognila kakšnim prekrškom pa plačilom. Točno to, jaz tudi zaradi tega vedno to uporabljam. Mrski znak stoji, ker ni nobene hiše, ne nič, tam se mi zdi, da je brez pomena, ne, pa da boš 50 vozil, pa tam so naraj policisti z radarji, ne. Pa tam bi pa mogel imeti tempomat, ja. Bi dali tempomat, letos sem Tam bi pa mogel tempomat, ker sam težko tako počas pelješ, če ni, ne, če ne. Pomaga že tudi enostaven indikator, ki ga imamo v teh modernih avtih. Vklop aktivnega tempomata pa še posebej učinkovito olajša tisto tegobo starejših, ki je povezana s pomanjkanjem občutka za varnostno razdaljo. Varnostna razdalja je bila idealna. Jaz nimam toliko idealne, mislim, včasih imam, čas pa tudi ne. Ta ima pa zmeri. Občutek za pravilno varnostno razdaljo seveda, kot vidimo na slovenskih cestah, manjka tudi mlajšim voznikom. Naj pa spomnim, kaj lahko pridobimo, če vključimo aktivni tempomat. Tako se mi zdi, da se bomo izognili velikih zastojev. Druga stvar, ki je nedvomno se pokazala v osvežitvenih vožnjah, je, da naša vožnja ni več po središču ceste, voznega pasu, ampak da gremo malo levo proti sredinskemu voznemu pasu, pa zavijamo malo proti robniku, tako nas malo nos sem pa tja. Jaz sem potem namenoma malo, sva se zmenila z gospodom, ki me je spremljal, da zavijem malo na desno in je takoj volan zaštekal, zabremzal. Ja, me je opomnil. To je pa najbolj zanimiva stvar, če začne v rokah volan trest, ko pride na črto ali pa desno črto. Ne? Ob minimalni nepozornosti v kabini vozilo nekako hoče že kar po svoje. In eksaktnejši je volan, prej je smer izgubljena. Že sam pogled, vid se počasi spreminja. Ne? In miganje glave, ono, drugo, tretje, že lahko povzroči neko motnjo. Se pravi, je to, da imaš v bistvu, da avtomobil ve, kje je sredina ceste in te tam drži, je to zelo dobrodošlo. Seveda, ja, absolutno je dobrodošlo, ja. Mi postajamo malo bolj togi, malo bolj počasni, promet pa veliko bolj hiter, celo tudi bolj nasilen, pa veliko več ga je. In tukaj nam sistemi za mrtve kote pomagajo, ker nam pokažejo, da je avto, čeprav ga mogoče ne vidimo, nam pokažejo v ogledalu, da je tam, ne? Tudi tale displej, no, ti projicira. Projicirni. Ja. To, kar se naprej vidi, dosti je koristno, ja. Zato, ker lahko skozi naprej gledaš, ni treba dol vračati oči pa gledati. Kar v redu, meni je to všeč. Zdaj bomo tamle videli, ko bo Miha je pešec, jaz nič ne naredim. Ne? Bomo še enkrat? Ja. Ko ste se odpeljali, pa sem jaz korakal pred avtom, ki je avto samodejno zavrl. Sem zakričala. Strašila sem se, nisem bila pripravljena, da bo to tako. No, vse je lepo, da se bojite za mojo varnost, ne? Ja. Zgodbo smo namenoma začeli malce bolj negativno, saj so se tudi same vožnje vsakič začenjale stresno, zaključile pa so se s srečnim koncem. Začetka je bilo kar dosti hado. Zato, ker sem navajena na navaden avto, že star avto voziti, to je bilo vse avtomatsko, bilo preveč in je to treba skozi merkati na tempomat, na kilometre, na vse. Kaj pa takrat, ko je en avto, ki je silil malo? Ja, v bistvu sem zaupala. To je bilo že pred konc vožnje in sem v tem času že v bistvu prišla do tega, da sem zaupala. Ne? Seveda z desno nogo nad zavoro, pa to sem pa itak imela ves čas. Ne? Žal je tudi tokrat na sporedu tisti vseprisotni ampak. Rabo bi čas. Aha. Malo več krogov bi mogli narediti. Recimo, če bi hotel to pol
koristiti pravilno. Koristiti vaš čas v bistvu. Ja. Na tej vožnji sem ugotovila, da so že kar zelo pametni. Jaz nisem še dovolj pametna, da bi to vse bi mogla kar narediti kar nekaj kilometrov, da bi se naučila na ta sistem. Ne zaupam, da se bo ustavil ta prav cajt. Čeprav vam je to parkrat dokazal? Ja, je dokazal, ja. Jaz nisem še sigurna, a to je ali ni. Lažje pa se bomo navadili, če bodo avtomobili bolj intuitivni. To zaznavajo celo tisti, ki se ukvarjajo z reševanjem posledic. Avtoindustrija lahko te asistenčne sisteme lahko razvija bolj prijazne osebam, ki niso toliko informacijsko pismene, dajmo tako povedati. Ne? Danes vidimo, da novi avtomobili so veliko brez tipk, so na touch, imajo neke komplicirane vmesnike in tako naprej. Že informacijsko pismeni ljudje rabijo veliko časa, da v bistvu nastavitve izberejo, tako več med vožnjo. Roko na srce, avtomobilski inženirji že popravljajo svoje pretekle napake, pri mnogih avtomobilih se namreč tipke že vračajo. Ampak v končni fazi nikakor ne bo dovolj, da bo avtoindustrija naredila ta prave avtomobile, če svoje vloge pri dviganju varnosti v prometu ne bodo opravili tudi prodajalci avtomobilov. Ko so testne vožnje, redki prodajalci ponudijo kupcu, da sam vozi avtomobil. Eni sploh nimajo vinjet za avtocesto. Dosti prometa popravimo tudi po avtocesti. Kolega kupil Karoka in je po pol leta je rekel, še ne poznamo vseh sistemov. Ne tempomata, ne vem, kaj je še vse je rekel, da ne uporablja. A pa se vam ne zdi to problem? Ja, to je njihov. V resnici bi moral to po enem tednu prijeti nazaj v salon, pa... Trgovcem ljudje ne zaupajo. Ja. Jaz mislim, da trgovcem, ker vsak trgov svojo malho hvala, je tako. Da bi vedel, kaj tvoje vozilo zmore, bi bilo dobro, da se ponudi tudi poligonska vožnja, da se ti sistemi nekako že preko plačaš vozilo, veš, moj avto mi nudi to in mi bo takrat pomagal. Da poleg avta dobiš še tečaj. Ja, da veš, kaj kupiš. Recimo, kupuješ druge stroje, pa to pa imaš usposabljanje za uporabo tega stroja. Avtomobil, ki pa je grožnja tudi v okolici, pa ni tega tečaja, razen vozniškega. Torej, da so osvežitvene vožnje z inštruktorjem izjemno koristne, je že povsem očitno. Očitno pa je tudi to, da bomo osvežitvene vožnje morali razširiti celo na izkušnjo vožnje z modernim avtomobilom. Da bi to zagotovo preneslo pozitivne učinke, kažejo že tudi današnji zavarovalniški rezultati. Mi smo že leta 2019 prepoznali na podlagi naših analiz, da so vozila, ki so opremljena z določenimi varnostno-asistenčnimi sistemi, manj tvegana v prometu od vozil, ki nimajo tovrstnih sistemov. In zato smo takrat podelili 15% popust, ki smo ga pa zdaj pri ponovni valorizaciji ustreznosti tega popusta dvigali na 20%, ker se dejansko odraža to kot tak zmanjšan rizik. Izraža se na dveh sklopih. Eno je manj nastalih nesreč s tovrstnimi vozili, drugo je pa tudi, da ko pride do poškodb, so te poškodbe manjše, ker vozilo tudi, če ne uspe v popolnosti preprečiti nesreče, jo vsaj nekoliko zmanjša. Govorimo zdaj vizavi tretji osebi, če govorimo o odgovornostnem zavarovanju. Še posebej zgovorne pa so predikcije za prihodnost, izračunane že leta 2021. Vse analize poudarjajo, da je še zelo velik standardni odklon zaradi majhnega števila in kratke časovne vrste, ampak vseeno bi bilo od 10 do 40% manj prometnih nesreč, če bi bila vsa vozila na cesti opremljena z tisto verzijo varnostno-asistenčnih sistemov. Naša mobilnost ima torej številne možnosti, da postane varnejša. Potrebna je volja, a številni so to voljo že pokazali, med njimi so zagotovo tudi vsi tisti, ki so se že udeležili osvežitvenih voženj z inštruktorjem. Na Triglavu že pripravljajo novo serijo voženj, bodite pripravljeni, da se boste lahko pravočasno prijavili. Če potrebujete še kakšno spodbudo, pa kliknite in poglejte.